V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen, hvaljen Jezus. Torej, prva postna nedelja. Vstopili smo v čas, ki je poseben milostni čas. Nanj smo se tudi že pripravljali v predpostnem času, zdaj pa je pravi čas priprave na velikonočni praznik, ki seveda vsebuje vse znotraj, ne, se pravi trpljenje, smrt in potem je vstajenje in potem sledi temu še seveda nebohod pa prihod Svetega Duha, vse te stvari, ki so povezane. Torej, dandanes vidimo zaradi nekega čudnega pojmovanja vsega skupaj, se tudi vse skupaj malce čudno sprejema, bomo rekli, te skušnjave. Spravi, eni bi moralizirali glede tega in da pokažemo samo, kako smo pridni in te zadeve, ne, ampak ni tukaj nobenega moraliziranja, naše življenje je pravzaprav tako. Naše življenje je polno skušnjav in tukaj nima veze nekaj premišljevati, kako je bolje prevesti, ali je to skušnjava ali je preizkušnja, zaradi tega, ker ta beseda v izvirniku tako ali tako vsebuje in eno in drugo, ne. Ampak vidimo, naš Gospod kot pravi človek je bil tudi skušan. To je moralo biti tako. In blaženi Columba Marmion nam lepo pravi, da v teh skušnjavah, mislim, da naš Gospod nebeški Oče je dal bolj zaradi nas, kot zaradi Jezusa samega te zadeve, te skušnjave, ne. Torej, vidimo, Sveti Duh odvede Jezusa v puščavo, ne. Ni kar tako. Torej, je hotel biti skušan, po eni strani Jezus sam, po drugi strani nebeški Oče je hotel, da tudi Jezus je v svoji človeški naravi kot pravi človek skušan. Bolj zaradi nas, kot zaradi njega samega, seveda, ker je tudi hkrati pravi Bog, ne, ni samo pravi človek. Ampak te stvari, da seveda pokaže, kako tudi mi v življenju te stvari imamo, da pravzaprav te skušnjave so, bomo rekli tako, božji dar, ne. Bog pravzaprav to pošilja oziroma dopušča, kakorkoli že se vzame, ne. Če smo skušani s strani hudiča, to Bog seveda dopušča, ne, nikoli čez mero. Če smo seveda preizkušani, to Bog hoče, pošilja to preizkušnjo, ne, tako da te stvari. Mi nismo nič več od našega Gospoda, ne, ampak smo kvečjemu manj. Ampak Bog ve, da tam bomo mi dobili njega. Torej, imamo 3 skušnjave, imamo 3 stebre posta, postnega časa, torej post, molitev in miloščina. Lahko rečemo dobra dela, tudi to je v redu, ker miloščina pravzaprav zaobsega telesna in duhovna dela usmiljenja oziroma bratske ljubezni. Seveda, najprej mora biti ljubezen do Boga, da bi potem bila prava tudi ljubezen do bližnjega, ne. Kaj pomeni, če je trojno nekaj? To pomeni, da prihaja od Boga in da če se v to mi damo, se bomo po Bogu tudi upodabljali. Ne pozabimo, ustvarjeni smo kot Božja podoba, po Božji podobi in podobnosti ali sličnosti, in torej moramo spet pridobiti to Božjo podobo. Ta božji pečat, seveda, ki nam je bil pri krstu dan in potem potrjen pri birmi,
se zabriše z vsakim našim smrtnim grehom, ampak možno je spet to bogopodobnost, pečat ostane vedno, ja, da ne bom zdaj govoril malo neumnosti in tako, ampak vidite, popoldanska maša in tako potem že človek kakšno tako izusti, ne. Se pravi, pečat ostane vedno, ampak bogopodobnost ta izgine in si jo spet pridobimo seveda pri zakramentu pokore, ampak moramo tudi sami vršiti pokoro. In imamo ta spokorna dela, te pobožne vaje, ki niso samo neko igračkanje, ne, in potem bo spet eno in isto, ne, zdaj se bomo malček igračkali, ne, v tem postnem času in bomo romantično se odpovedovali nekim zadevam in tako dalje, ne, in potem bomo spet na isti poti nazaj, ne. Ampak ne, to so resne zadeve, ne, puščava in to je pravzaprav naše življenje, tako je, ne. Vemo, da v puščavi seveda srečamo skušnjavca, pred skušnjavcem je Bog tam, pred skušnjavcem je naša Božja mati Marija tam in tako dalje, ne. Tudi sveti Janez v Razodetju pravi, ne, da je bila ona tja postavljena v puščavo, torej v življenje sveta, v konkretno življenje, ne, da bi rodila Kristusa, ampak seveda vemo te stvari, no, pustimo, zdaj ne bomo preveč podrobno šli v te zadeve. V glavnem, eni mislijo, da je to neko tako igračkanje vsakoletno, ne, da bi potem bilo spet isto, ne. In potem se nažiramo in tako dalje, ne, spet gremo v iste zadeve, ne. Namesto pa, da bi se poznalo to, kar delamo v postu, tudi v našem vsakdanjem življenju. V glavnem, ta prva postna nedelja je bila imenovana nekoč tudi nedelja bakel, zato ker tisti, ki so pretiravali, tisti mladeniči zlasti, no, pustimo mladenke, ne, zlasti mladeniči, ki so pretiravali, preveč hrane in pijače, in to so prišli potem v nedeljo, so imeli v cerkvi prižgano baklo v roki, ne. So vedeli, tisti tam, ne, se pravi, kako bi rekli, Mežnarjev Franci, ne, je pretiraval, ne. Vidite, kakšen je bil. Oni Petrov Lojze, ne, tudi je pretiraval, ne, in tako dalje, ne. So točno vedeli, koliko je bila ura, ne, in da je ura, da se zbudijo iz tega uživaštva in tako dalje, in da je treba kaj napraviti boljše in da je treba se spokoriti za tisto, kar je bilo ekscesov in tako pretiravanj, ne, to pomeni eksces, ne. In da postavimo življenje v take tirnice, kot je potrebno. Tako da te stvari malo vidite, ne. In nobena stvar ne more nadomestiti te prve postne nedelje, ne, tudi če bi bilo karkoli, ne vem, kakršenkoli, bi rekli, ta slovesni praznik ali pa tisto, mislim prvega reda in tako, ne more, ne, ker je tako pomembna ta prva postna nedelja, tako da toliko o tem malo. V glavnem, zdaj smo videli tudi glede zdržka, glede posta, glede tega, tu vlada ena ogromna zmeda. Jaz bi rekel, mislim, saj praksa to potrjuje, da je namerno tudi taka zmeda, ne, da se grdo označi post kot tak, ne, potem se zamenjuje zdržek in post in te stvari, ne. Ampak to je izredno, izredno pomembno orodje. Brez tega ne gre. Zakaj? Zaradi tega, ker post nam pomaga, da obvladujemo take in drugačne svoje strasti. In to je ta prva skušnjava, vidite, reci naj bodo kruh ti kamni in tako dalje, ne. Zakaj bi Bog
za brez veze spreminjal tisto, kar je postavil v naravo, ne. Se pravi, kruh je postavil, da je kruh, da se ga je, kamne je pa postavil, ne da se jih je, ne, ampak vemo, so pač tam, da so kamni, ne vem, za zidati hišo ali pa za karkoli takega, ne. Vemo, kaj se je zgodilo volku, ne, ki je požrl kamne, ne, pol, da se je zvrnil vodnjak, ne. Kar ima sicer tudi svoje moralno sporočilo, ne, kot ima vedno v teh pripovedkah, ne. In pol moj tata zmeraj je končal tisto, pol sem se jaz malo jezil na njega na koncu te pripovedke, ne, volk je mrtev, živel volk, je rekel, ne. Tako da malo, da se pošalimo, ne, ke moj tata tudi ima voljo se šaliti, ne, tako da mi je tako prebiral ali pa pripovedoval te stvari, da je zmeraj tudi kaj takega dal noter, ne. Potem pa, kot rad povem, ne, kaj pomeni izročilo, da potem opozoriš svojega očeta, da ni glih tako, kakor je on rekel, ne, noter v pravljici, ne, ki si jo slišal že 10-krat, pol veš, kako gre, ne, da niso glih vzklikali živel volk, ne, tisti kozlički, tako da te stvari. Torej, če nimamo takega realnega pogleda in potem napačno dojemamo stvari, ne, to pomenijo ti kamni, ne, potem, da jih ne uporabljamo pač v tiste namene, za katere so ustvarjene stvari, potem nas pač to pogubi ali pa pogubno deluje na nas in tako, ne. Se pravi, če so to te strasti, ne, in da gremo v napačno smer, potem bomo seveda kot tisti volk tam pri 7 kozličkih, ne, saj jih je bilo 7, ne? Je bilo, dobro. Se pravi, bomo žejni in žejni in žejni, ne bomo mogli potešiti, ne, teh zadev, ne, vemo, kako je s temi zadevami, ne. Svet nam tudi pravi, ne, daj požri tiste kamne, ne, vse bo v redu, ne. Na koncu ni nikdar v redu, ne. Smo žejni in ne moremo nikakor potešiti tiste žeje, ne. Ampak nas žeja po Bogu, živem Bogu, ne. Tako tudi Jezus odgovori, ne, te stvari. Se pravi, moramo lepo iskati najprej, kot pravi Jezus, nebeško kraljestvo in njegovo pravičnost, vse drugo nam bo potem dano, ne. Tudi tisti, ki iščejo samo neke užitke in tako dalje, da bojo čedalje večji užitki, ne, tisto je dano potem od Boga. Ti najprej napravi, kakor je Bog te stvari postavil, potem ti bo pa še kaj dano zraven, ne. Tako da te stvari malo. Se pravi, imamo razne zdržke, ne. Najbolj znan in predpisan tudi na določene dneve je zdržek od mesa toplokrvnih živali pomeni to, ne, se pravi, če se ne sme jesti recimo pujsiča in, goveda in takih stvari, lahko jeste seveda krokodile, aligatorje, kače in take stvari, ne. To pomeni, ki niso toplokrvne živali. Če vam je všeč, seveda, ne. Tako da te zadeve. Zakaj, ne? Tudi sveti Tomaž Akvinski je zapisal te stvari, potem to je modrost že od cerkvenih očetov in še prej, da je to še kako povezano z našimi mesenimi strastmi, ne. Če preveč tega mesa toplokrvnih živali in tako uživamo, če se ne moremo temu odpovedati in tako, ne. Zato je tudi to dano, ne. Ampak to je zdržek, to ni post. Post pomeni ne jej, ne. Torej, v tem primeru bi bilo povezano, ne, se pravi, ne jej kamnov, ne, ampak dobro, ne, pustimo. Pomeni ali da nič ne ješ, ne, kar je najstrožja oblika seveda posta, ali zelo malo, ne. Vemo, tisti cerkveni post, ki je osnovna oblika, en kompletni obrok in do 2 manjša, ki skupaj ne sestavljata
enake količine kot kompletni obrok, ne. Tako da tiste stvari, tiste dve malci, ki morata biti res majhni malci, ne, kadar se gremo vsaj tega osnovnega posta. Dandanes seveda imamo predpisano samo proti smrtnemu grehu, ker pač mi sprejemamo, kolikor moremo, tudi moderno zakonodajo, samo na pepelnično sredo in na veliki petek, ampak priporočljivo seveda je tudi na druge dneve in to lepo je zabeleženo v koledarjih, ne, da se tudi tega poslužujemo, ker nam bo zelo koristilo, ne, tudi ta post, kadar je priporočen, da se ga poslužujemo. In je seveda predpisan od dopolnjenega 18. leta starosti do 60. leta starosti. Se pravi, kadar je nekdo 60 plus en dan, je konec, ne. Ni več predpisano niti na tiste dni in seveda izjeme noseče matere, doječe matere, bolniki, bolnice, težki delavci in tako dalje, ampak seveda zmeraj poklicani tudi, da na neki način tudi smo spokorni v prehranjevanju in v teh zadevah. Potem seveda zdržki so lahko številni, lahko se zdržimo alkoholnih pijač, kar je tudi en možen zdržek. Ali pa recimo rečemo, v postnem času bom samo ob nedeljah en deci vina pri kosilu spil, ne. Ali pa nič, ne, kakorkoli si vzamemo, ne. Ali pa tudi odpoved sladkarijam, v smislu lahko rečemo tudi spet ob nedeljah si bom privoščil nekaj sladkega ali pa nič, ne. Spet ta zadeva. Torej, to so ti možni zdržki, samo naj ne bo, kot smo rekli, da potem, ko mine postni čas, da je tudi konec te igrice, ne, da je game over, ne, se pravi te stvari, ne. Ampak naj gre v tej smeri, ne. In seveda ne iskati nekih krajšanc, nekih takih zadev, ne, in kako bomo zdaj filozofirali in se pogovarjali. Vemo, da čez skušnjavo se pogovarjamo, če hočemo psihologizirati, filozofirati in tako dalje, da nas bo seveda premagala, ne. In seveda, če bomo začeli razmišljati, kako in kaj in gori doli in kaj to, kaj je ono glede posta, potem pač posta se ne bomo šli v neki resni obliki, ne, ampak se bomo sami sebi nekaj opravičevali in tako dalje, ne. In bomo skušali se iti pa neke legalizme pa neke škrupuloznosti pa neke take zadeve, ne. Zakaj bi komplicirali enostavne stvari, če ni potrebno, ne. Tako da te zadeve. Če se hočeš znebiti česarkoli, ne samo nečistosti, ne, tule seveda post močno pomaga, ne samo požrešnosti, tule seveda post pomaga, ampak tudi kaka negativna čustva in te stvari, tudi tukaj post pomaga, ne. Recimo nagla jeza in take zadeve, ne, to vse post tukaj koristi in pomaga, tako da te stvari. Potem orodje molitve. Naj bo v postnem času najprej ponovna zaveza, da bomo vestno izpolnjevali svoje molitvene dolžnosti, ki jih poznamo. Ne, se pravi, naj bo tudi tistih 15 minut osebne premišljevalne molitve vsak dan. Sploh zdaj imamo lepo priložnost, ker so vsak dan posebna berila pri maši, ne, tako da tudi lepo premišljujemo lahko, ne, ker najlepše je prav to, da bogoslužne stvari premišljujemo, ne, se pravi mašna berila ali pa psalme, ki se jih moli v bogoslužju, ali pa berila, ki se jih bere pri matutiniju ali pa take stvari, ne, tako da to. In naj bo res premišljevalna molitev, ne, se pravi, se malo umirim z dihanjem in temi stvarmi, molim k Bogu, da bom lepo premišljeval, preberem potem kakšen komentar cerkvenih očetov, cerkvenih učiteljev, dobrih katoliških komentarjev in tako
če imamo ta pravo svetopismo, je noter tudi kakšen komentar in potem skušamo vstopiti, se postaviti tja, kjer se stvari dogajajo in s svojimi čuti skušamo slišati, vonjati, okušati, videti in tako naprej, ne, vse te stvari. To je pa potem že ta kontemplacija ali zrenje, ne, to je ta katoliška meditacija, katoliško zrenje, oziroma molitveno branje, kot se temu reče, lectio divina, ne. Na koncu se seveda zahvalimo za to in skušamo uresničiti v življenju tisto, kar smo spoznali v tem premišljevanju. Naj to velja. Okrepimo seveda tudi skupno, zlasti družinsko molitev. Naj bo seveda zlasti na prvem mestu družinski rožni venec, ampak vemo, saj majhni otroci in tako ne bodo zdržali pri celi tej molitvi in tako, ampak naj imajo vsaj nekaj od tega, da rastejo v tej pobožnosti, ne. To je lepo govoril don Pierpaolo Petrucci, ne, ki je zdaj v Trevisu predstojnik, ne, se pravi, kako je katoliška družina in te stvari, zdaj tisti, ki zna italijansko, si lahko to pri prioratu svetega Marka posluša, so res lepe zadeve, kar nas ta izkušeni duhovnik bratovščine iz Italije uči, ne, tako da to. Se pravi, ta skupna molitev, ne, dajmo tudi tam skušati malo premišljevati trpljenje in tako naprej, ne, Jezusovo Marijino in tako. Saj smo izdali lansko leto tudi knjižico Marijinih bolečin, tako da si lahko brez težav pomagamo te stvari. Preberemo malo s tiste knjižice, preberemo eno postajo križevega pota, ne vem, od svetega Leonarda Portomoriškega ali pa od svetega Alfonza Ligorja ali pa od kakšnega takega svetnika, ki so naredili lepe te križeve pote, pa na tak način vsa družina ali pa vsa skupnost ali pa vsi prijatelji, ki se zberejo, premišljujejo v neki skupni premišljevalni molitvi, ne, tako da te stvari, da ne bo samo neko izgovarjanje molitev, ne, mora biti tudi to. Zdaj, pri miloščini, pri tem tretjem stebru, ne, vemo vsi, da je treba se potruditi in tistim, ki nimajo, zagotoviti tudi finančno in tako dalje, da lahko pomagamo, ampak ni samo to, ne. Miloščina je tudi naša dolžnost po eni strani, ker imamo cerkveno zapoved, da podpiramo cerkev v njenih gmotnih potrebah. In tukaj bomo zdaj malo bolj konkretni. Vemo, tukaj se plačuje najemnina vsak mesec in je začelo biti malo tesno vse skupaj, ne, tako da dajmo si tudi to malo napraviti načrt in tako dalje, da bomo tudi zavestno podpirali apostolat bratovščine, ne, se pravi, da bomo zagotovili nemoteno delovanje, da bomo lepo darovali tudi v finančnem smislu dovolj svojih darov za ta namen, torej da se bo najemnina lepo poravnavala, pa za vse tiste stvari, ki pridejo zraven, ne, se pravi, nekaj ste darovali in tako, da se je tudi ta dva mašna plašča kupilo, ne, kot recimo ta, ki ga nosim tudi danes, pa oni zeleni, pa še kaj se bo, ne, bodo tudi take posebne nabirke, kjer se prosi, da se pač daruje malo več, tako, ne, da se odločimo. Poleg tega so vedno tudi še neke zadeve, ki jih je treba nabaviti, ne, zdaj bomo šli v nabavo prave in konkretne velikonočne sveče, s podstavkom seveda bomo to potrebovali, pa bomo tudi v ta namen nekaj skušali napraviti eno tako, en tak ofer, ne, kot se temu reče, da bomo tudi to. Potem, da ne bomo samo o tem govorili, vsakdo lahko tukaj pomaga tudi v drugačnem smislu. Tisti, ki ima pevski talent, da s svojim petjem pripomore,
tisti, dečki in fantje, ki lahko strežete, ministrirate, da se opogumite, da še drugi pridete. Potem dekleta in matere in žene in tako, da seveda pristopite in pomagate pri čiščenju in krašenju. Seveda pri čiščenju je včasih potrebna tudi moška roka za kakšne posebne zadeve, kjer pač ženske ne bi mogle same in tako. Zmeraj je dobro, da je tudi kakšen možakar zraven, da se pomaga, ne. Tako da vse te stvari. In zmeraj je kakšna stvar tudi za postoriti, kakšne delovne akcije. Morda ni ravno v kapeli ali pa v Prioratu, ne. Ravno včeraj smo imeli v Prioratu bodočem v Zagrebu eno tako delovno akcijo, ne. Lahko pa kakšen vernik potrebuje, pa se mu gre z eno tako delovno akcijo pomagat, ne. Tako da tudi to je, vidite, orodje miloščine, ne. Ta stvar, zdaj pa, ko smo govorili že o financah, moramo torej financirati, pomagati financirati to hišo novo, kjer bo vzpostavljen Priorat, ne še letos, ampak kmalu. Torej, da tam tudi darujemo kakšne darove, da bomo čim prej poplačali to veliko vsoto, ne, ki je bila pač potrebna za tiste 2 parceli. Na eni stoji hiša, ena bo tudi parkirišče, poleg vrta in tako naprej, ne. Teh stvari, igrala za otroke in tako. Pač je kar konkretna vsota, kot ste tudi sami videli, ne, in moramo tukaj vsi stopiti zraven in tudi s svojimi darovi pomagati, ne. Tako da bomo čim prej to naredili. Poleg tega seveda bomo morali tam tudi stvari urediti, ne, za novo kapelo in tako naprej, ne. Tako da to bo tudi neki zalogaj. Potem imamo svojega bogoslovca tudi iz Slovenije in imamo iz našega bodočega Priorata, se pravi s področja z apostolata Slovenije in Hrvaške, imamo tudi še druge bogoslovce, torej imamo enega iz Medžimurja, imamo enega iz Vojvodine, vojvodinskega Hrvata in imamo seveda tudi tega pol Hrvata in pol Avstralca, Nikolasa, ki bo zdaj kmalu subdiakon, se pravi en dan pred birmo bo posvečen v subdiakona in se nadejamo, da nam bo nekaj let pomagal tudi v našem apostolatu na Hrvaškem, v Sloveniji, ne. Tako da smo povabljeni, da tudi podpiramo naše duhovniške kandidate z našimi finančnimi darovi, ne. Poleg še drugih stvari, recimo, da lahko s svojimi talenti pa s kakimi inštrukcijami in takimi zadevami izven tako delujemo, ampak bi povabil zraven tudi še za druge stvari, ki so pa del apostolata, kot je prevajanje, pretipkavanje, spletne vsebine in tako, ne. Kdorkoli bi zmogel, bi imel kaj časa za darovati, za pomagati pri teh stvareh. Nekateri to delamo, če nas bo več, nam bo uspelo narediti bolje in še več teh stvari, tako da povabljeni tudi tukaj, ne. Tudi tukaj je lahko naša miloščina, naš čas, ne. Marsikdo tukaj že pomaga, ampak še so rezerve, ne, tako da dajmo se angažirati tudi v teh zadevah. Vidite, torej ta 3 orodja, ti 3 stebri, ki nas upodabljajo po troedinem Bogu. Torej, naš cilj je upodobiti se po Bogu že na tem svetu, da bi bili čim bolj Bogu podobni in da bi odsevali to njegovo podobo, da bi sijala svetu. Posebej pa seveda potem, kadar enkrat se poslovimo od tega zemeljskega življenja, umremo, da bi potem tudi se lepo združili z Bogom v nebesih. V imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Amen. Hvaljen Jezus.